Kot zanimivo podjetniško zgodbo smo izbrali tudi podjetje Skylabs iz Maribora. Podjetje, v katerem razvijajo vesoljske tehnologije, je ustanovljeno od leta 2014, 2 leti kasneje pa so zaposlili prvo osebo. Danes je tako v Skylabsu zaposlenih že 14 ljudi, med njimi pa se najdejo tudi Pomurci. Prvi kupec produktov podjetja Skylabs je bila NASA. Šlo je za eno takšno majhno razvojno ploščo, ki je vsebovala naš PicoSky FT procesor za namene razvoja vesoljskih tehnologij oziroma vesoljskih aplikacij. O vesoljskih tehnologijah pa se v Sloveniji veliko več govori od leta 2009, ko je Slovenija postala članica Evropske vesoljske agencije ESA. Ekipa študentov Laboratorija za elektronske in informacijske sisteme v Mariboru je tako pod taktirko Iztoka Krambergerja pričela v projektu ESA razvijati mali satelit Trisat. Pred vami je Trisat, 3 kot Triglavsat kot satelit, nič nima z nemško televizijo, ki ga pogosto zamenjujejo. Gre za nanosatelit, standardne velikosti 3 enot, torej 3U, dimenziji 10x10x30 cm, z raztegljivimi oziroma odpiralnimi sončnimi paneli, ki so načeloma v nosilni raketi še zaprti. V laboratoriju podjetja Skylabs so v okviru Trisat misije razvili 2 komunikacijska podsistema in prav posebno kamero, ki se bo znala obnašati tudi v ekstremnih razmerah v vesolju. Gre za področje, ki ga človeško oko ne zaznava. V podjetju pa imajo tudi sobo za testiranje razmer v vesolju. Torej, to je termovakuumska komora, v katero uporabljamo pri testiranju naših produktov, pri samem razvoju. Glavna ideja pa je ta, da poskušamo s to komoro nekako predstaviti enake razmere, kot se pa dogajajo v vesolju, torej ko posamezni satelit kroži v nizki zemljini orbiti. Satelit Trisat, misija podjetja Skylabs in ekipe mariborskih študentov Laboratorija za elektronske in informacijske sisteme je trenutno nameščen na izstrelitveni vzmetnik na Nizozemskem. Satelit bo v vesolje poletel na reki Vega iz francoske Gvajane. Polet satelita pa je bil zaradi težav z nosilno raketo Vega iz septembra prestavljen na sredino decembra letos.